Dobrodošla na mojem kanalu. Tvoje ime je Amanda, ne? In si, kako bi se temu rekli, iz zeliščarne Baba ve, ali kako bi temu rekla? Ja, zeliščarna je ta prostor, kjer smo zdajle. Baba ve je pa krovna znamka, ki pooseblja vse to, ta prostor, zeliščni vrt, produkte, ki jih ustvarjamo in najna dela, ki paše k temu. Ja, torej, sem rekla, da si en del v bistvu te znamke, ker s tabo to soustvarja še ena punca, ki je pa danes žal zaradi zdravstvenih razlogov ni, a ne? Ampak ja, je še Maja, a ne? In sta nekako v tandemu. Ja, skupaj to delamo. Tako, no, samo tako, da bojo poslušalci vedeli, nahajava se v Gornjem Gradu, v taki zelo čudoviti okolici, veliko zelenega, pa veliko zgodovine, a ne? In vse to nekako tudi vidve vključujete v svojo zgodbo. Tako da mogoče, če kar poveš malo več o tem, kaj delate, zakaj delate, kako je sploh do tega prišlo. Prej smo obe delali, rečem temu tako, turizmu. Veliko stika smo imeli z naravi, s tem, kaj ljudje pri nas iščejo, pa hkrati smo premlevali sami oseb, kaj si želimo. In prišli smo do tega, da želimo delati pa ustvarjati v samo domačem kraju, da želimo tule ne samo preživeti, ampak tudi živeti z veliki tiskani začetnici. In mene se zelišča navduševala že od mehkega ven. Brala sem knjige o tem, spraševala starejše domačine, starejše gospe, babice in me to pač to znanje me je pritegnilo zelo, no. Pol sem dala to malo na stran. Ampak v zavesti je pa bilo ves cajt in jaz prihajam tule iz sosednje vasi, čez hrib, iz Luč, Maja je domačinka in jaz sem pol spoznala mojega sedanjega partnerja, ki je pa iz Gornjega Grada in zaradi njega sem se priselila v Gornji Grad, z Majo smo se poznali že od prej in smo začeli te najine ideje pa zgodbe pa razmišljanje prepletati in je nastalo to, kar lahko danes tu doživite. Vmes smo se obe izobrazili v tej smeri, in glede na izkušnje, ki smo jih imeli prej z dela z ljudmi, pa glede na to, kar smo si želeli delati, ustvarjali tole zgodbo. No, omenila si, da si veliko se pogovarjala tudi s svojimi predniki oziroma pač starejšimi ljudmi, ki imajo še kar nekaj znanja, ki ga mogoče ne poznamo, pa bi ga bilo fino. No in to mogoče tudi že nekako napoveduje tudi ime Baba ve. Tudi na svoji spletni strani imate tako lepo zapisano o tem, kakšen je bil razvoj moškega in ženskega nekako principa nekoč. In če mogoče kar malo poveš o tem, zakaj Baba in kakšne so te faze razvoja. Od začetka sploh nismo imeli imena, vedeli smo, kaj hočemo, ni bilo pa ime prišlo iz prve ven. In udeležili smo se tega podjetniškega trampolina v Saša inkubatorju v Velenju in tam so naj ves čas, pa morata imeti ime in pol od začetka smo rekli pač okej. Slišali smo zgodbo od patra Karla Geržana, ki živi tule v bližini nas, o babah in vsem tem. To naj je pritegnilo in smo to rekli, okej, pa ne bo pa Baba čaj, to je bilo tiste prvo. In ker dejansko na začetku smo imeli samo čajanko in čaj in je to bilo to. Pa z razvojem, z nadgradnjo vsega tega je stvar prerasla in ni bilo nastal je vrt, nastal je ta prostor, nastalo je več produktov in ni bilo več smiselno. In takrat smo pa, to je bilo v času te korone, po zimi, ko smo imeli več časa, smo se dol usedli, razmišljali o tem, spet se postavili nekak smernice na novo in prišli do tega zaključka Baba ve, da to je pa to, kar želimo delati, čemur želimo slediti in iz česar ven črpamo. Kot si pa omenila, ja, gre pa za te razvojne stopnje. V preteklosti so naši predniki verjeli, da obstajajo 3 razvojne stopnje moškega in ženske. Pri moškem so fant, mož in modrec. Pri ženskah je to deklica, žena, baba. In baba je v bistvu enakovredna modrecu bila v preteklosti, ker je bila pa na nek način mogoče premočna ali pa so se modreci zbali njene moči v narekovajih, so ji pa dali malenkost negativni prizvok pa pomanjšali
naprimer v Babici ali pa ne, Grda baba ali kaj takega. In ta zgodba se je name ganila, dala je name misliti in smo rekli, ja, to je tisto, s čemer hočemo stremeti, ker verjeli so pa, da lih ravnovesje to med močjo in mečem modreca ter neko srce in intuicijo, ki premore baba, ustvarja ravnovesje v svetu. In to je tisto sporočilo, ki ga mi dve želimo predati obiskovalce, ko pride k nam. Lepo. Kaj pa te pomeni v bistvu srce in intuicija? To je to, čemu sledim. To je to, kar poslušam in to v teoriji. V praksi je pa dostikrat drugače, ampak že samo zavedanje je pa to tisto, lažje je pol marsikaj, bolj si pomerjen in se mi zdi, da stvari lepše tečejo. Pa se zdi, da v bistvu veliko tega vključujete tudi v svoje delo z ljudmi. V bistvu ta baba ve je tak zelo širok pojem, ker veliko stvari imate tukaj stkanih noter, nekaj je ta prostor zeliščarna, kot nek prostor, kjer se lahko človek usede, spije kakšen čaj. Potem imate pa tudi kar nekaj doživetij, takih doživljajskih vsebin. Katere pa so, pa na kakšen način potekajo? V sezoni, zdaj z majem, počasi bomo začeli, imamo določene dneve, ko bodo na najinih socialnih omrežjih ti termini objavljeni. Imamo neko tako vodenje, ki se je v preteklih letih obneslo za super, se pravi določen dan, določena ura je fiksno, kdorkoli lahko pride, v tisti uri se tu pojavi in gremo skupaj čez vrt, pa tule spijemo čaj. To je tisto tako prvo, ki je dosti pozitivnega odziva bilo. Pol je pa to naslednje, ki bi ga izpostavila, pa na 5-zvezdično doživetje, ko smo ga dobili oznako Slovenije Unique Experience, ki je pod okriljem Slovenske turistične organizacije in je nas samo par v Sloveniji. To je pa doživetje, ki je malo daljše in nekako poudarek je na zeliščih, na vseh čutilih, na vsem tem, kar se da narediti ven iz zelišč in pa tudi na čuječnosti, na povezavi sam na sebi, ker del tega doživetja je tudi zeliščno kopanje. To Maja vodi in tako da pride sem, pa bo še Maja več povedala o tem. Tukaj v tem prostoru je kar nekaj zgodb, še iz časa benediktincev, ki so tukaj bili v Gornjem Gradu, v samostanu. In to tudi radi predajate ljudem v teh doživetjih. A mogoče lahko kakšno zgodbo kar poveš, mogoče nekaj, kar je tebi najbolj nekako tako, ali se te dotakne, ali ti je pomenljivo, ali nekako spregovori s tabo? Ja, mene fascinira to, kako središče je nekdaj ta prostor bil, mogočno iz vidika arhitekture, iz vidika znanosti, iz vidika, kdo vse je tule bival, se srečeval, ustvaril. To je tisto, kar se mi zdi, da me najbolj gane. In tule se je benediktinski samostan ustanovil v 11. stoletju. Deloval je 333 let, kar je tudi tako zanimivo številka. Ja, tudi jaz sem to pomislila. Pa so ga razpustili in skozi zgodovino se je tudi porušil, tako da nekaj ostankov je še vidno v lapidarju pod zvonikom teh prvotnih, drugače pa ukomponirano v vse te okoliške zgradbe. Arhitektura se je prilagodila temu, ko se je potem v kasnejšem zgodovinskem obdobju so tule zgradili tudi graščino, zato je bil zaslužen knezoškof Atems, ki je bila v drugi svetovni vojni požgana in posledično porušena. In iz teh opek, iz tega materiala so zgradili ta del, zahodni del Gornjega Grada, ko to rečemo novo naselje. In mene fascinira to, v bistvu je to, ne vem, reciklacija ali kakorkoli, in da še vedno biva med nami, živi tiste opeke, tisti kamni, vse to, kamor ni šlo, vse to je stalo, samo transformiralo se je na nek način. In ja, pač je močen kraj, ko ima nekaj vseb, ki je pa mogoče malo zaspalo, pa čaka, da se spet prebudi. Tako da tule naj bi šla v Tuhinjski dolini, je dosti bolj poznana
ta gaj Tunce, ta prostor, tudi voda, ki naj bi imela to moč. Ampak veliko ljudi pa tudi sem pride, ker pravi, da jaz se ne spoznam, ampak to so mi ljudje povedali, da ta žila naj bi se glih tule, tik pred Gornjim gradu razčlenila v dva kraka, eden je šel na Kamniško stran, eden je pa tule pri nas. Ampak ja, tega še nismo raziskovali, niti nimamo neke osnove, ampak ljudi hodi sem si natoči vodo, ki je vodnjak pred cerkvi in pravi, da je to. V glavnem, ja, zgodb skozi zgodovino je pač fascinantne, sploh ko se začneš enkrat to poglabljati. Vse te hiše tule okrog, če pogledamo, vsa ta arhitektura, velike hiše so živele nekdaj velike družine, so imele, to je bil središče v bistvu cele doline, to je bilo sodišče, to so bili zapori, to je bilo pač upravno središče in karkoli, če si hotel urediti, si mogel priti sem v Gornji grad. Kar je še pa, da se spet nazaj vrnem na začetek, prednje je tu nastal benediktinski samostan, je bilo to celotno območje gozda v bistvu neposeljeno in ta dva zakonca, Dekaker, Dešegeri, na dva načina njuno ime izgovarjajo, sta bila brez otrok in sta vse zapustila cerkvi z enim pogojem in ta pogoj je bil, da se zgradi tu benediktinski samostan. In mene še vedno mi da misliti, zakaj glih na tej točki se izbrali? Ja, v bistvu, če gledamo energetsko, so itak praktično vse stare te sakralne stavbe, pač cerkve, samostani, vse stoji na nekih zelo močnih pomenljivih točkah. Tako da, to bi bilo mogoče kar zanimivo raziskati, ker marsikakšna točka je že raziskana, ampak velikokrat so pa tudi bližje kakšni predhodni taki pomembni kraji kot svetišča, neki obredne pozicije. To je zanimivo, ker pa ne veš, ali so to slučaji ali res kaj na temo. Kot tule v okolici, kot tule nad nama je Menina planina, je prepletena z jamami in v eni izmed jam se najde tudi te rimske trinožnike, stare kovance in take stvari. Pač stvari niso zapisane, ni bilo nekega izročila in zdaj se košček po košček sestavlja skupaj. Ja. Vem, da še v času mojega študija, jaz sem antropologijo študirala, nam je profesorica povedala, da na mestih, kjer so bile cerkve posvečene Sveti Barbari, Marjeti ali pa Juriju, tam se ve, da so bili prej da so bila pomembna svetišča oziroma pomembni obredni kraji. Ampak nasplošno se ve, da pač itak rimokatoliška cerkev je načeloma bolj kot ne prekrivala tisto, kar je bilo že prej, zaradi ker se je s tem približala ljudem. Tako da, zdaj, te, ki so nove stavbe, to je že drugače. Ampak tiste, kar so pa bile te starejše, iz srednjega veka, pa tam nekje do renesanse se pa ve, da so pa kar večinoma, sploh če so bile neke pomembne stavbe, da so kar stale na nekih takih pomembnih točkah že iz preteklih časov. Ja, to pa spet poveže, pa da smislu temu, kar sem prej rekla, da je ta vodna žila, ki na eno stran gre v Tunce, pa na drugo stran Hnam, tako da je to smiselno. No, pa če smo že ravno pri teh duhovnih vsebinah, tudi vidve radi vpletata ta neko duhovnost ali neko duhovno doživetje v ta svoja doživetja. Na kakšen način v bistvu? Imata tudi prav nek program, ki je duhovno doživetje v tem prostoru? Ja, en izmed teh je gozdna kopel, to je tudi, ko jo vodi Maja in je tudi eno tako zanimivo doživetje, čist neprisiljena, na prvi pogled nič posebnega, na koncu so pa vsi navdušeni. Težko je mogoče to opisati z besedah, je res treba doživeti, gre za več povabil, nekemu razmisleka, ne rabi se kopalk, to se že bilo vprašanje. V glavnem je tak pristno, intimno doživetje, ko ponudi ti pogled v sebe, kakor dovoliš. Kaj pa vidve v bistvu? A to mogoče tudi prakticirate take stvari tudi tako v svojem vsakdanjem življenju? Kovačeva kobila ponavadi bosa. Maja je dosti bolj pridna na tem področju, mogoče kakor jaz.
se pa obe trudima, ker drugačne se mi zdi, da ne zmoreš. Sploh, če delaš z ljudmi, ker takrat ljudje pričakujejo, da si dobre volje, da si vedno dobro razpoložen in te stvari je treba nekako zbalansirati. Zdaj pa se mi zdi, da narava je tisto, ki ti lahko da največ. In tudi rečemo ta gozdna kopel, ki sem jo prej omenila, to se odvija v gozdu. In res ne rabiš veliko. Včasih je že pa tudi sam sprehod dovolj. Ko se je Maja s tem začela ukvarjati, pa ko sam poslušaš o tem, misliš, ja, pač okej, fajn, zanimivo. Ko pa doživiš, je pa čisto nekaj druga. In tudi ljudi, tule skupine, ko imamo, še midve smo dostikrat presenečene, kakšni odzivi pridejo. Ne pa, ko rečeš, ni zdaj nič posebnega, vse je že v tebi v naravi. Ker dostikrat se mi zdi, se preveč opiramo na kakšne tuje stvari in to tudi glede zelišč, pa ko pridejo drugod, nam je zmeraj bolj fajn, vse je tudi jaz sem taka. Ampak dejansko vse imamo pred nos, zdaj pa sam dojeti je to treba. Ker osnova se mi pa zdi, pa bolj ne posod enaka. Ja, res je to tako zanimivo, da smo iz vseh teh najbolj preprostih stvari naredili tako strašno filozofijo. V resnici pa res ne rabimo nič kaj dosti več, kot pa res sebe pa naravo, pa mogoče tudi neko bližino sočloveka vsake toliko časa. In to so res tiste najbolj terapevtske stvari. Tako smo bili zgrajeni. Pa tako so preproste, da včasih se ti zdi, to ni dovolj, ker je tako preprosta, ampak njih to je to, preprostost je, se mi zdi tudi čar vsega tega. Lepo mi je bilo tudi, ko ste zapisali v vajinem opisu, da se vama stvari tako bolj počasi odvijajo, ker se mi zdi, da je tako, pač, ne samo meni, mislim, da se zdaj počasi kar vsem zdi, da malo preveč hitimo in preveč norimo v tem mogoče malo ponorilem svetu. Kaj vam pomeni ta počasnost, pa kako potekajo v bistvu to zorenje valjnih idej dela? Ja, se včasih je že preveč zurikej. Pa so še gnit, ne? Ne, ampak je, obe veliko razmišljamo, damo si, res hočemo biti v prvi vrsti iskreni do sebe, ker če nisi iskren do sebe, potem kako boš drugim nekaj prodal, ker mi ve pa nikakor nismo neke prodajnice, pa neke mojstrice marketinga in tega se pač zavedamo. In pač, ko nekaj delamo, ker smo mi dve v vseh vlogah, in če ne delaš ven iz sebe, če se res ne poslušaš, če si ne vzameš časa, da to narediš, pa to ni to, pač čutiš, da ni stvar. In mi dve že to zdaj kar nekaj časa delamo in šele zdaj nekako se mi zdi, da smo prišli do tistega bistva, da vemo, kaj želimo sporočiti, kaj je najin namen, kaj želimo ustvarjati in da smo tudi suvereni pri tistem, kar predajamo. Ko od začetka mi dve tole nimamo nastanitev, nimamo restauracije, smo neki turistični ponudnik, zelo netipičen in od začetka se zdi, kaj je to vse skupaj nekaj, ki sploh nič ni. In dejansko ti vsak tak dvom nekoga ti tudi pri tebi zbudi dodatni dvom, a si na pravi poti. In čas, ki si ga vzameš za to, da stvari dozorijo, da si jih sam pri sebi razčistiš, kaj delaš, na kak način želiš delati, kaj hočeš zapustiti. Kaj je tvoja zapuščina, kaj je doprinos k samo nekemu kraju ali pa skupnosti, je bolj lažje in si bolj suveren pri stvareh in imaš tudi odgovor na nek komentar ali pa pomislek in ni te več strah. In to je tisti čas, ki si ga mi dve bolj vzamemo, da pridemo do tega na koncu. Premislimo zelo, želimo komponirati vse te naravne danosti od materialov naprej in kulturno dediščino oziroma nekaj, kar se je prenašalo iz roda v rod, ker pa ni tako enostavno priti do vsega tega in že to terja neko raziskavo, pogovore, pa tudi pol vedno na koncu ni rezultata. Je neka mogoče ni prav odgovor, da ni rezultata, ampak ni nekega produkta, ki bi ga ti konkretno lahko prodal, pa zaračunal, pa bili mi dve veseli, ki prodamo in kupec, ampak je pa neko bogatstvo, ki ostaja. Trudimo se, da to ali zapišemo ali posnamemo, ker vemo, da
težko smo mi dve do vseh teh informacij prihajali in prihajamo, tako da to bo vedno težje. In to je, zato... No, je pa dobro, da se zdaj spet mogoče te stvari obujajo, pa kako si rekla, da se tudi shranjujejo. Tako da še vseeno mogoče spet delamo nabor teh znanj, kar je res tako dragoceno. In to je tisti čas, ko smo bili včasih sposobni debatirati ogromno cajt ali pa samo razmišljali. Ampak se mi zdi to zelo tako pomenljivo, ker smo, večino časa smo zelo obremenjeni s tem, da morajo stvari kar čez noč nastati in v trenutku, ko se porodi neka ideja, mora kar dozoreti in se realizirati, ampak v resnici pa vse dobre stvari zahtevajo čas zorenja. Pač tudi rastlinca, da zdravo zraste, ne more kar v enem dnevu pognati semena pa zacveteti. To ni najbolj tak, ker če greš kakršnokoli danes se pravi podjetniško izobraževanje, to ni prav pristop. Tam vas tega nikjer ne uči. Vem, to je moja drama, Tudi mi dve usporedno živimo, ampak vseeno nekako balansiraš pol med tem, pa zbiraš bitke. No, ampak mogoče je to spet tudi ozaveščanje tega nekega ženskega principa, ki pa je princip počasnosti in tega, da se stvari lahko tudi malo prekompostirajo, preden pač spet nekaj zraste, pa da mora biti tudi obdobje tišine, da je lahko potem spet tisto obdobje, ko pa se stvari dogajajo. Tako da mislim, da gre to kar nekako štric z neko to idejo, da daješ nekaj kvalitetnega, pa nekaj, kar je res tako podpornega in tebi in nekomu drugemu, kar pride zraven. Tako da jaz sem bolj vesela, da prihajajo spet take zgodbe ven, da se mogoče spet tudi malo nakalibriramo na to neko ravnovesje, ne pa samo tist akcija, pa vse tako. Se je težko, če nam je rekel, še vama je težko, zato, ker sta prvi, ko bo prišel za vami, bo ful fajn, pa komod, ko pa še vse. Prek nekak, ampak se smo veseli, pa čisto zavestno to delamo s tem namenom, ker je to prava pot. No, ampak še vseeno, tudi na tak način imate pa že kar nekaj tudi lepih rezultatov, Rikola je v sodelovanju z vama snimala. Sem še ni na televiziji. Lansko poletje je bilo zelo pestro, ker pač poletje se tule pri name največ dogaja. Pol so prosili so naj za to do sred sezone, snemali so v Sloveniji reklamo za Rikolo in pač tiste specifične zelišča, ki se za Rikolo rabijo, jih je že sred sezone težko dobiti in naj so kontaktirali, da smo pomagali pol s tem material, se pa to pač velike količine pa kratki časovni roki, tako da je bilo intenzivno. Ful hvaležne smo tudi Sanolaborju, so naj lani kontaktirali in smo skupaj za namen njihovih poslovnih daril spisali eno tako knjigo v zeliščih, kjer je predstavljenih takih 10 tipičnih zelišč, ki jih posod lahko najdemo, in bolj igre, recepti, več stvari, kaj se vsakdo zelišče lahko dela. Pa priložena še bila ena taka tinktura za pomiritev, ki je totalni hit. Dlih danes smo udali še ta zadnjih 10, ki smo jih imeli iz tistega namena. Gospod z različnih koncev so naj kontaktirali, tako da je tudi to spodbuda za naprej, ki je bil tak lep odziv, da bi še to delali. Tako da to je bil Sanolabor, pa še pol Slovenska turistična organizacija, smo pa tudi v sodelovanju z njimi naredili mešanc zeliščnega čaja, kjer so ga delili kot spominek na Expoju v Dubaju. Lepo! Tako da to so res že take konkretne stvari. Smo bili zelo veseli teh sodelovanj, ker na tak način pa tudi kdo za naj izve in se širi neka vest in ljudje prihajajo. No, res lepo. Kako pa je delati v takem tandemu prijateljci skupaj, ker marsikdo prav ne s prijatelji skupaj v biznis, ker to lahko uniči biznis in prijateljstvo. Kako pa vama to uspeva?
mi dve z Maji take, mogoče lik zaradi tega, ker vete, da smo bile prijateljice iz otroštva, nismo, ampak smo se tako v srednji šoli, smo se spoznali, začele videvati, ker smo bili v Ljubljano v srednjo šolo hodile. In pol enkrat, dost po koncu srednje šole, smo en večer bili v Logarski, oziroma v Sočavi, v Medici. Gor je po zimi so naredili tako ledeno drevo, da smo lahko ledno plezali in zakuril se ogenj, pa se pa debatirali. In smo se zasedele in debatirale gor dol na polno. Vse se žnaj za fajke, za tam nekaj debatirate, ampak dejansko smo si tisto neko vizijo ustvarile in začele delati. Je pa tako po vsaki stvari, tudi če sam delaš, je težko. Ful je fajn, ko smo dve včasih tako zdele, naprimer. In počasih ti dol padeš, pa te ta drug mal gor pa naprej potegne, naslednjič obratno. Normalno pa tudi, da imamo vsaka svoje mnenje, ampak si vzimamo cajt, premislimo, spet pogovorimo in delamo, tako da pri nami štejem to plusno. Tako da se da tudi konflikte včasih rešiti pa... Ja, mislim, obe smo tako zrele osebe, da takih smo se naučile. Saj to se učiš, saj in začetka ni tako, ne? Da znaš preprečiti, da spoznaš druga človeka, tudi kak bolj je in se mi zdi, da to je pač sam plus, no, sploh ne v minus. Je pa res tako, da sem to izpostavila na začetku, ker mi dve nismo prej najno druženje ni baziralo na tisto prijateljstvo, bile smo znanke, ampak je že takoj začelo in iz tega je pol prijateljstvo ratalo, da smo zdaj prijateljci in tudi zaupnici, ker ko toliko cajta skupaj preživiš, pa obe vemo, zakaj se gre, da gre s tem prijateljci, ki že dolgo časa nisem videla nekaj razlagati, je preveč, pa sploh reč ne, tule pa ena za drugo točno vemo, v čemu smo, pojamraš si na hiter in gremo naprej, tako da je sigurno lepše in lažje. Lepo. Mogoče bi šli zdaj kar pogledati še malo v vajin vrt. Sicer je še zgodna pomlad, pa ni še v polnem razcvetu, ampak kakšne stvari se pa že lahko noter najde, pa to mogoče lahko še kakšno besedo o kakšnem zelišču povedati. Kaj pa je trenutno že v vrtu, torej zgodna pomlad? Vrt se je zelo dobro prebudil iz zimskega spanja, veliko je še teh ostankov suhih zelišč, ko bomo zdaj začeli z čiščenjem, da se odstrani, pregleda se, kaj je ostalo, kaj še živi, dosadi na novo. Zdaj, kar pa že brsti, pa poganja ven, je pa kar tule, taka zanimiva rastlinca. Po slovensko se ji reče selina ali pa oblajst. In v preteklosti, preden je prišel do nas indigo, so iz nje pridobivali modro barvo. Da res tako lepo, temno, globoko modro barvo. Zdaj, če list utrgamo pa pretrgamo, ne bo kar plava barva kapljala ven, ampak tako, ker je potrebno za te procese barvanja z rastlinami, z naravnimi barvili, tudi ta zahteva nek svoj proces. Je pa zanimivo tudi zaradi tega, da čebele imajo zelo rade. Lepa je taka dekorativna rastlina, ker je taka sivo-zelene barve in čist funkcionira tudi v dekorativnih zasaditvah. Tako da Angelika je že tudi pognala liste, drugo je pa vijolice, jegliči, regrat je zelo vztrajen, luštrek, srčna moč, to je pa to zaenkrat. Koliko imate pa sicer tukaj zasajenih rastlin? Ja, je okrog 160 vrst. Tu predtem smo tale vrt zasnovali, je bila samo zelenica, tako da smo v sodelovanju s spomeniškim varstvom iz Celja naredili načrt. Gredice so takih neformalnih organskih oblik, ker ne vemo točno, kje nekdaj je stal samostanski vrt in s tem nismo želeli zavajati obiskovalcev in te organske oblike naj bi nakazovale pač to, da je nekaj sodobnega tukaj na novo. Hkrati pa nek na tem območju je bil v preteklosti tudi, je bil zeliščni vrt. In ti samostanski vrtovi so res nekaj tako
zelo poznanega. Ne? V bistvu so ravno te prostori so najbolj ohranjali to znanje o zdravilnih rastlinah. Pa kakor si rekla, ne, v bistvu je zelo fajn se začeti zavedati, da ni samo hrana, so tudi marsikaj drugega najdel na vrtovih, a ne, kot recimo barvila, material mogoče tudi za izdelavo oblačil, pripomočkov. No in se mi zdi zelo tako pomenljivo, da ste res tukaj zraven enega izmed najbolj znanih zgodovinskih samostanov uredili svoj vrt. A ne? Kako ste vas sploh prišli do tega prostora? Ko smo tu začeli o tem razmišljati, ta prostor smo najdli v tistem času, je prišel v naši župniji nov župnik, to je gospod Ivan Šumljak, in smo rekli, vprašajmo pa, če se bodo strinjali, in vprašali smo, gospod župnik s tem cerkvenim svetom se je strinjal, dali so name blagoslov in tako smo začeli. No, res lepo. Ja. Pa tudi rekla si, da tega ne urejate čist sami, zaradi tega, ker bi bilo malo nerealno. Ne? Ja. Tako da je nekako povezana tukaj tudi še širša skupnost. Ja. Koliko vas pa sodeluje potem pri tem? Upamo, da čim več. Pomagali so name domači, mame, stare mame, tule tudi župnik kosi sam, tako da je res ena taka lepa skupnost in pomagamo in eden drugemu in delamo skupaj, ker veš zakaj in je pol tudi lažje. Pa tudi živimo v majhnem kraju in v takih krajih, če pač skupnost ne sodeluje, pol je skoraj brez veze karkoli delati. Meni se zdi res celotna vajina zgodba tako pomenljiva na tolikih ravneh in tega, kako v bistvu sledita svojemu načinu dela, svojim vrednotam, kako vključujete širšo skupnost, kako se je res ena taka zelo lepa zgodba stkala iz tega in koliko enih stvari se je potem še nekako rodilo spotoma, za katere mogoče najprej sploh se ni pokazalo, da se lahko. Tako da se mi zdi res to en tak primer prakse, ki je vredno deliti, pa ozaveščati ljudi, da je možno precej drugače pristopati k načinu dela, k poslu v končni fazi, k ustvarjanju svojega življenja. No, ampak za zaključek recimo bi te pa vprašala kot vsakega drugega, kaj je tisto, kar bi ti še nekako mogoče podala ljudem kot eno tako popotnico? Ja, da se na tvoje zadnje besede navežem, to je tek na dolge proge. In včasih si to težko priznam, ampak je glih tisto, kar smo že danes čez pogovor omenjali, potrpežljivost pa čas poroditi tiste sadove in ko se zavedamo tega, je vse lažje in lepše. Tako da, dobrodošli v Gornji Grad in upam, da se kdaj srečamo. To je zanimivo, je abrašica. Drugo ime zanje je tudi kola kraut, ker diši po Coca-Coli. Spada med peline in to pomeni, da je blazna grenka in ni glih fajna za uživati. Je pa druga dobra lastnost te rastlince, dele v poletju bo ogromno teh listkov še dobila in bo dosti bolj bogata. V glavnem druga njena dobra lastnost je pa to, da je super za kadilo, ker lepo diši. In se mi zdi, da tako kar tale rastlinca v dišavi prostor skoraj da ni primerjave. Tako da to je eno mojih ljubših zelišč za kadilo. A to se pa lahko da, mislim, da sem jo kar do semle zavohala. A res, možno. A to se potem lahko tako v te zeliščne svitke da ali pa pač tako na drobi? Ja, kakorkoli. Ali pa sam suho vrže na ogenj odprt pa diši. Tako da je super stvar. Ja, jaz imam kadila res izjemno rada. Mogoče, če še kar ti tudi poveš, katere so tvoje najljubše rastline za kadila? Evo, tale kola kraut, ta druga je pa veliki oman, korenina velikega omana. Te dve sta nekako najvišje na listi, pa da mora, da nista toliko tipične ali pa toliko poznane, kakor ostale. Pa je pa sivka, pa tisto ostale, kar pa si boljš poznamo. Kako se pa s korenino dela, ker ponavadi ne slišimo korenin kot del kadil? Ja, nabereš korenino, narežeš, posušiš in isto uporabiš kot neko suho zelišče, tako da
ni nobene večje filozofije. No. Mogoče kar še tole kolakraut še posnamega? Ja, tako sem rekla, poleti bo dosti bolj bogata, zdaj je pač čez zimo je izgubila liste, te mladi listki že bockajo ven, ampak to pol v sezoni rata tak lep, velik, zelen košat grm. In se ga lahko tudi kar zelo obrezuje, zraste spet ven, tako da ni tako občutljiva nares. V kakšnem podnebju, pod kakšnimi pogoji pa v bistvu uspeva, če bi jo kdo želel zasaditi pri sebi? Mislim, da je kar za celo Slovenijo primerna. Tule je na sončni legi, neobčutljiva, dokaj. Čez zimo je tudi ne zaščitimo, tako da edino ni primerno, da se ji tik pred zimi poreže, da se počaka pa da se ji pol po koncu zime poreže, da je to bolj. Vitex, to so kapsule zdaj popularne, ki pomagajo pri hormonskem neravnovesju. In to je ta grmovnica. Dol po Dalmaciji raste v teh potokih čisto na divje. Je to konopljika? Ja, to je to, ja, Vitex. Kapsule se pa prodaja pod Vitex in to je ena takih trenutno najbolj iskanih naravnih pomagal za uravnavanje hormonov. Ja, sploh za ženske, ne? Ja, to, ja. Nisem vedela, da je to tako visoka rastlina. Ja, je. Zelo pozno, že misliš, da se je posušila, ampak zelo pozno začne požene popki in pol tudi cveti poleti. Aha, wow. Ja, res bo sam treba priti še enkrat tako v sezoni. Ja, čisto drugače izgleda, obljubim.